Bomo kar začeli in sicer v prvem delu se bomo orientirali, sem rekel, na ta elektrotehniški del, elektrotehniško ozadje tehnoloških osnov multimedije. In sicer bi mogoče to področje vam najprej generalno razdelil na dva taka segmenta. Enemu bom rekel električna polja, drugemu bom pa rekel električna vezja. In mi bomo pravzaprav skušali oboje obdelovati prepleteno z roko v roki, da bi rekel, nekako izpostavili tiste ključne stvari, katerih razumevanje boste morda kdaj potrebovali v nadaljevanju rekel, svoje stroke. Zdaj, če mogoče začnem čist na začetku, mogoče tudi z vidika multimedije, ne? Kaj je tisto z tega našega področja, kar bi rekel zelo očitno identificiramo oziroma detektiramo, ne? Konec koncev, zdajle, ko se pogovarjate z mano nadaljavo še posebej, ne? Pa bi morda kar izpostavil v vašem imenu, to je neka sila, ki jo detektiramo. To se pravi, tisto, kar je temelj, pa bom večkrat se na to skliceval, je pravzaprav sila. Vi silo poznate iz fizike, ne? In če recimo pogledam, kako vas jaz tukajle slišim, ko se vi odzovete, ne? Si predstavljate, da imam tukaj nek zvočnik in ta zvočnik ima noter neko membrano in ta membrana skače sem ter tja, ne? Kar pomeni, da očitno v ozadju mora biti neka sila, ki to membrano premika. Ta membrana kot taka, ne? Recimo bom tukaj napisal primer, zvočnik, se pravi, imam neko membrano, ki je nekako vpeta in ta membrana s svojim premikanjem tvori to tlačno valovanje, ki ga vi tudi poznate, ne? In to tlačno valovanje je tisto, kar potem doseže moje uho in jaz slišim nek zvok, ne? Zdaj mi bomo pogledali mogoče še kakšne bolj ekstravagantne primere zvočnika že v okviru prve laboratorijske vaje, se pravi, vi nekateri poznate, da zvočnik pravzaprav deluje na podlagi magnetne sile, ki nam premika to membrano naprej in nazaj, ni pa nujno, lahko je tudi kakšne druge oblike sila, konkretno elektrostatična sila. Tako da, zdaj sem mogoče že namignil, ne, da smo elektrotehniki tisti, ki v fiziki kot celoti pokrivamo dve tisti glavni sili in bi jih tudi kar mogoče že izpostavil, to sta elektrostatična sila in magnetna sila. Mogoče tale prva, ne, lahko tole dam v oklepaj, pa rečem, se bere tudi električna sila in pa magnetna sila. Okej, zdaj na drugi strani imate vi mikrofon, ne. Mikrofon deluje tudi tako, da ujame zvok vase in da v bistvu iz tega zvoka potem generira v samo žico zopet nek električen signal, ne. Mi bomo mogoče v okviru naših nekoliko omejenih vaj nekoliko manj pozornosti temu posvečali, pa smo tudi to imeli sicer pripravljeno, si boste lahko tudi, če ne drugače, na videoposnetkih pogledali. Se pravi, mikrofon zaradi teh vibracij, ki pridejo od zvoka, ki ga povzročamo v okolici do njega, povzroča recimo spreminjanje neke lastnosti, bodisi kapacitivnosti, bodisi induktivnosti in podobno, in na podlagi tega potem generira električen signal, ki potem po žici potuje. Pa smo si zdaj zamislili dva primera. Pa imamo teh primerov še veliko. Zdaj, če pogledate recimo v preteklosti, smo uporabljali zaslone s katodno cevjo, kjer je zopet električna ali pa magnetna sila povzročala odklanjanje žarkov, ki so risali z eno tako pikico sliko na samem zaslonu. Pa danes na sodobnih zaslonih, ki jih imate,
LCD zaslonih zopet uporabljamo silo za to, da obračamo dipole in da prepuščamo ali ne prepuščamo svetlobo in tako dalje. To se pravi, kar nekaj teh gradnikov, temeljnih gradnikov sem skušal ven privleči, to se pravi od zvočnika mikrofona do zaslona, ki v principu sodijo v vašo in našo domeno in fino bi bilo nekoliko razumevanja na to temo osvojiti. Ok, zdaj, če samo vstopimo, bi rekel, v te ali pa ta področja, saj jih bo, bi rekel, približno toliko, ker imamo predavanj, nekako bomo skušali slehernikrat neko področje obdelati. Preden vstopimo v to, bi mogoče še nekaj besed o temeljnih eksperimentih vam rad povedal, ki pokrivajo to področje elektrotehnike. Lahko bi rekel, da področje elektrotehnike sloni na 3 eksperimentih. To se pravi, prvi tak eksperiment, ki je bil pač par stolet nazaj, je Coulomb eksperiment. Torej, Coulomb se bere, drugače se pa zapiše nekoliko drugače, Coulombova, pa bom v oklepaju napisal električna sila. Ta prvi eksperiment temelji ali pa utemeljuje silo med 2 naelektrenima telesoma. In to bo v bistvu tisto prvo, kar bomo izpostavili. Potem imamo drug eksperiment, ki se nanaša na magnetno silo. S tem se je ukvarjal kolega Ampere. Vi poznate njegovo ime? Amperova magnetna sila. Vi poznate njegovo ime, če nič drugega, skozi enoto za električni tok. To se pravi, amper je enota za električni tok, ki je v bistvu osnovna enota fizikalnega sistema in je praktično temelj elektrotehnike v teh metričnih enotah ali pa veliko temelj v fiziki. Praktično na nek način bi lahko bil to naboj, ki sem ga prej omenjal, ali pa tok, ki sem ga zdaj omenil, in odločili smo se, da bo to tok, zato ker je bolj merljiva količina. In pa še tretji eksperiment je vezan na Faradaya. Bom napisal Faradayeva indukcija. Ta stvar je pomembna z našega vidika, recimo zato, ker če pogledamo samo prej omenjeni mikrofon, mikrofon lahko na ta način pretvarja, bi rekel, to mehansko nihanje v signal in ta signal je v bistvu inducirana napetost. To se pravi, bi rekel, z vidika signalov je to sigurno interesantna zadeva, drugače pa bi vas seveda opozoril, da je to zelo pomembna stvar tudi z vidika energetike, da mi v multimediji sploh pridemo do, bi rekel, napetosti, ki jo imamo za pogon naših naprav. To se pravi, omrežna napetost danes sloni na tem, da uspemo iz, bi rekel, generatorjev preko daljnovodnih omrežij prideti do napetosti v vtičnicah, da lahko polnimo baterije, da lahko napajamo stvari, da lahko napajamo reflektorje in tako naprej. Se pravi, ta stvar ima tudi en tak, bi rekel, pomemben aspekt. Tele trije gospodje so postavili kar nekaj razmišljanj, ki niso, bi rekel, omejeni samo na te eksperimente, ki sem jih tukaj izpostavil. Faraday, boste videli, vam bom
v nadaljevanju izpostavil, je tudi nosilec ideje polje. Polje kot tako ne srečujemo samo v elektrotehniki, ker sem nekako tukaj zapisal, da srečujemo električna polja, magnetna polja, ne. Ampak tudi širše. Ne. Vi mogoče v srednji šoli tega niste dovolj izpostavljali, ker je pojem precej abstrakten. Želim, da ga nekako osvojite, ampak poznamo gravitacijsko polje. Poznamo pač različna polja, ki potem so tudi temelj matematike kot vedene. Torej, neodvisno od same fizikalne lastnosti se pri matematiki ukvarjate s poljem. Kot vem, ste tudi vi kar nekaj matematike srečali v prvem semestru in sem ponosen, ker pridete z dobrimi predznanji potem in jih bomo nekoliko tudi izkoristili ali pa, če tako rečem, osmislili v okviru našega predmeta, zato da boste vedeli, čemu ste se morda učili te stvari, kot so recimo gradient. Ne? Mislim, da ste srečali, saj ko ste mi v preteklih generacijah povedali, ne, kaj to je gradient, kje bi ga lahko uporabili, ne, tako da si boste znali predstaviti. To se pravi, kar sem želel za začetek vam povedati, če nekoliko poznamo vse skupaj, je, da naše področje pokriva na eni strani polje, na drugi strani pa vezje. Vezje je pravzaprav interpretacija ali pa materializacija polja. Polje je nekaj, kar je abstraktno. Vezje je pa nekaj, kar lahko primemo. Ampak v ozadju so iste zakonitosti, ki jih na eni strani interpretiramo, bi rekel, na diferencialni način, kar pomeni z matematiko gledano v vsaki točki prostora, na drugi strani pa integralne količine, ki jih želimo meriti ali pa opazovati na nekih strnjenih elementih. Recimo, v elektrotehniki srečujemo upore, diode, kondenzatorje, tuljave, ki v principu vsak element posebej lahko opišemo s tem poljem, ampak nam je lažje integralno to opisati in potem merimo količine, kot so napetost, tok in njihove relacije na teh elementih. In to, kar sem vam potem povedal, sem rekel, da sloni na 3 eksperimentih. To je Coulomnova električna sila, Amperova magnetna sila in pa Faradayjeva indukcija. Mi bomo seveda srečali še mnogo drugih nekih eksperimentov. Bomo srečali tudi, bi rekel, še nekaj drugih imen, ki se bodo pojavljale, ampak recimo, če že kar takoj na začetku omenim en tak pristop, ki ga bomo tudi zdaj v nadaljevanju srečali, Lorentzova sila če boste pogledali v literaturo, je praktično nič drugega kot enovit zapis teh 2 sil. To se pravi, v principu Lorentz ni opravljal neke, bi rekel, svoje dodane vrednosti, ampak je z nekim razmislekom te 2 sili spravil na skupen imenovalec. Mogoče, če najprej zapišem to Lorentzovo silo, na katero bomo potem gradili naprej to našo zgodbo. Lorentz je zgolj povedal, kako lahko električno in magnetno silo seštejemo na nek način s skupnim imenovalcem. In praktično bo to tisto, s čimer bomo zdaj to naše poglavje začeli. Pogledali si bomo nekaj eksperimentov. Jaz bom pa zapisal, to se pravi, Lorentzovo silo, ki pravi, da je skupna sila elektrotehnike, elektrostatična sila plus magnetna sila. Takole, to se pravi, kot sem zapisal, električna sila na eni strani in magnetna sila. Se pravi, če izpostavim, kaj je njegov doprinos, da si boste majčkeno znali predstavljati, Coulomb kot tak, sem rekel, se je ukvarjal z silo med naboji.
In tukaj v tej enačbi, to bomo vse zdaj v nadaljevanju pojasnili, da ne boste, mislim, da ste kar vrženi v tole zadevo, nam nastopa naboj in električno polje. Ne? Se pravi, prvi del, električna sila se nanaša na električno polje. Drugi del, pa Amper ni razmišljal na tak način. Amper je govoril o toku, ki teče. Ne? Lorenz je pa ta tok nekako razgradil na gibajoče se naboje, to se pravi naboj, ki se premika z neko hitrostjo. Evo. Tako da, preden bomo zdaj mi v tole vstopili, bi predlagal, da si pogledamo nekaj eksperimentov, kako se ta sila manifestira. Pardon, kaj piše tam pri MOPN.sila, čez desno od spodaj, pod V krat B? Magnetna sila. Aha, MAG, ok, hvala. Ja. Štiri eksperimente si bomo pogledali. Štiri eksperimente. Električna sila. Plastično palico zdrgnemo na elektrimo in tako ustvarimo presežek ene vrste elektrine. Ko naelektreno palico približamo kroglicam stiropora, nanje deluje električna privlačna sila zaradi razlik v količinah elektrin. Kroglice stiropora se zato oprimejo palice. Palica in kroglice stiropora so iz neprevodne snovi, zato se elektrine ne morejo izenačiti, ker niso gibljive. To je razlog, da se kroglice stiropora še dolgo držijo palice in ne odpadejo. Električna sila med naelektrenimi telesi. Stekleno palico z drgnjenjem ob krzno močno naelektrimo. Na prosto gibljivi osi je položena druga palica iz umetne snovi. Ko stekleno palico strani približamo plastični, med njima deluje privlačna sila. Plastična palica se zato prične približevati stekleni palici. Postopek večkrat ponovimo, da se prepričamo v delovanje privlačne sile ne glede na to, s katere strani približamo stekleno palico. Ko stekleno palico naelektrimo, pride do velike razlike elektrin med obema palicama. Palici se privlačita, ker elektrine težijo k izenačitvi. Delovanje električne sile na curek vode. V stekleno posodo na mizi prosto pada curek vode, ki priteče po cevi. Z volneno krpo večkrat močno podrgnemo palico iz umetne snovi, ki se pri tem naelektri. Ko palico približamo curku vode, se ta ukrivi. Na plastični palici je namreč presežek elektrine v primerjavi z elektrino, ki jo ima voda. Zaradi prevodnosti vode pod vplivom električnega polja pride do električne influence. Na influiran naboj pa deluje privlačna sila, ki je tako velika, da preusmeri curek. Sila na tokovodnik v magnetnem polju trajnega magneta. Poskus prikazuje tako imenovano tokovno tehtnico. Sestavljajo tokovna zanka, ki je gibljiva in uravnotežena, tako da se en del zanke oziroma vodnik nahaja v magnetnem polju trajnega magneta. Ko zanko priključimo na izvor enosmerne napetosti, steče skoznjo električni tok. Električni tok ustvari okrog vodnika magnetno polje, ki deluje z magnetno silo na magnetno polje trajnega magneta. Zanka se odkloni iz ravnotežne lege navzdol v notranjost trajnega magneta. Priključka zanke na poljih akumulatorja zamenjamo med seboj in ponovimo poskus.
Tokovna tehtnica se ponovno nahaja v ravnotežni legi. Ko skozi tokovno zanko v magnetnem polju trajnega magneta steče električni tok v nasprotni smeri, se tehtnica odkloni navzgor. Smer magnetne sile na vodnik se spremeni zaradi spremembe smeri električnega toka. Takole, je bilo možno spremljati? Ja, Super. Ok, dajmo probati potegniti ven neke zaključke. Če bi primerjali po velikosti ti dve sili, na prvih 3 eksperimentih smo srečali elektrostatično silo, na zadnjem eksperimentu pa magnetno silo, katera se vam zdi, da je večja? ta druga. Ja, drži, druga, magnetna sila. Tako da, če samo nekaj aplikacij pogledamo, ne, že prej sem omenil zvočnike. Pri zvočnikih membrano premika magnetna sila običajno. Ne, se pravi, dejansko, če vi želite dosegati neko večjo moč, ne, recimo sploh nek woofer ali kaj podobnega, to seveda deluje na principu magnetne sile. Čeprav mogoče boste navdušeni, ko boste videli, da smo se v laboratoriju lotili izdelave elektrostatičnega zvočnika, to so neki sicer v akustiki kar precej cenjeni botični zvočniki, ki delujejo na podlagi električne sile. Okay? In druga stvar, če mi govorimo o tem, da imamo na našem zaslonu potrebo po tem, da na milijardi točk, nekaj milijonih točk, izrisujemo sliko s tem, da obračamo neke dipole, rotiramo zelo majhne strukturice, če me razumete, in pri tem uporabimo oziroma porabimo čim manj energije, katero silo bi pa v tem primeru uporabili? Električno silo. Ne? To se pravi, 2 fenomena imamo tukaj zadaj, za katere vedno najdemo prostor. Ne? Zdaj jaz bom mogoče čist iz poklicne deformacije občasno posegal tudi po kakšnih primerih iz, bi rekel, širšega elektrotehniškega področja. Ne? Se pravi, če vi želite dvigovati stare avtomobilske karoserije, je to magnetna sila. Če vi želite poganjati nek mešalnik, neko bormašino, je to magnetna sila. Če vi želite nanašati toner na val, s katerim potem v laserskem tiskalniku tiskate, je to elektrostatična sila. Če vi želite nanašati zopet lahke prašne delce, zato da boste izvajali tako imenovano praškasto barvanje, je to električna sila. Ne? Tako da majčkeno tega občutka pridobite, da nas bogatita tukaj v našem področju 2 sili. Ena je električna, elektrostatična sila in druga je magnetna sila. Ne? In zdaj, če se vrnemo k tej enačbi, ki smo jo pravkar imeli napisano, pa jo bom tukaj, ker si zasluži neko razlago, prepisal ponovno. Ne? Če ste za to, ne? Mogoče, ali pa dobro, dajmo jo še vedno v tej obliki, ker takole bomo tole izpostavili, ne? Če se ravno to sem govoril, da je bil namen Lorenca, ne? Takole bi šli komentirati tole vse po vrsti, kar imamo tukaj noter zapisano. Ok, pojmo po vrsti in bomo o teh stvarih tudi spregovorili. Prva stvar, ki jo tukaj noter srečamo, je električni naboj. Ta izraz električni naboj ste srečali v fiziki in v področju elektrotehnike, temu rečemo elektrina. Gre za različna poimenovanja iste stvari. Torej, električni naboj oziroma elektrina. Mogoče bi mogel pač kar takole napisati tole, ta DQ, ki nastopa v tej enačbi. Mogoče ste to v fiziki poimenovali tudi mali e.
Kar se izrazoslovja tiče, bodite odprti, ne, je pa res, da zakaj mi uporabljamo izraz elektrina. Sami veste, da ko ste gledali te eksperimente, smo velikokrat uporabljali izraz, da nekaj naelektrimo, ne, ker je tole elektrina. Ne. Težko pa rečemo, da nekaj nabijemo, ne, nabijamo, mogoče še slabše zveni. Ne. Enako bi rekel, smo tudi neenotni, če tako rečem, glede oznak. Mi to označujemo po prej omenjenem veljaku kulonu s črko C, fiziki pa po spoštovanju do osnovne enote, ki je v sistemu, to označujejo amper sekunda, ampak gre za isto stvar. Kulon je praktično amper sekunda. Ne. Tako da ne vas te stvari ne zmotijo. Mi bomo o električnem naboju povedali nekaj besed. In sicer prva stvar je, da je električni naboj danost dvema nosilcema električnega naboja. Neka svojstvena danost in ta dva nosilca električnega naboja sta, jih poznate? To sta osnovna dva nosilca električnega naboja, ki jih poznate že iz kemije, osnovne šole. Elektron, Ja, elektron pa proton mogoče? in proton. Vi ste srečali pri osnovnošolski kemiji tako imenovan Borov model atoma, kjer ste rekli, da imamo jedro in da imamo okrog jedra kaj? Okoli jedra imamo protone. Noter so protoni, okoli so elektroni. Bravo. Torej povedali ste, da imamo v jedru, zelo majhnem jedru, imamo bodisi protone, bodisi električno nevtralne nevtrone. Ti nas ne zanimajo tako zelo. Torej, ampak pozitivni nosilci protoni se nahajajo v jedru. Ne? Tukajle okrog imamo pa lupine, po katerih krožijo elektroni. Ste to srečali kaj? Ja? Jaz mislim, da ste, pa tudi povedali ste, kako so te elektroni po lupinah porazdeljeni. A ste to povedali? Smo. Samo dolgo cajt nazaj. No, sigurno Orbitalah? ste na gimnaziji povedali. 2, 8, 18 in tako naprej. Ne bomo se mi s tem ukvarjali. To, če ste se srečali pri kemiji, prav pa je, da vidite, ne, da to si nismo mi sami izmislili. Ne. To je nekaj, kar je dano. Ne. Ok, zdaj ta dva osnovna nosilca nosita osnoven naboj. Manj kot takšen naboj mi trenutno, bi rekel, v tem kvantitativnem smislu niti nismo sposobni doseči in zato bom napisal, naboj je kvantiziran. Kaj to pomeni, da je nekaj kvantizirano? To v principu pomeni, da mi imamo lahko samo določene vrednosti naboja. To se pravi, imamo lahko pač, zdaj tudi čez časom, recimo spreminjamo nekaj, ne, na elektrenost telesa, imamo lahko nenaelektreno telo, to je nič, potem imamo lahko naboj plus E nič, potem imamo lahko naboj 2x E nič, 3x, 4x, 5x, 6x, kolikokrat šte E nič. Se pravi, kot da bi po stopnicah hodili. Ne moramo biti pa vmes, ker ne moramo razpoloviti in v negativno smer enako. Imamo lahko minus E nič
minus 2 krat E nič in tako tudi v negativno smer. Ne? Zdaj se dajmo pa pogovoriti, koliko je ta E nič. Se pravi, osnovni naboj sem omenil, označujemo ga običajno takole, kot sem zapisal, E nič, in da ne bo kakšnih lažnih utvar, gre za izjemno majhno številko. To se pravi, nas to ne prizadene kaj dosti. 1,6 krat 10 na minus 19 kulona ali amper sekunde. Torej, elektron je negativen elektron minus 1,6 krat 10 na minus 19, proton je pozitiven elektron 1,6 krat 10 na minus 19. Okay. Jaz mislim, da smo s tem nekaj stvari o naboju kot takem povedali. In v nadaljevanju bi povedali par besed še o porazdelitvenih funkcijah naboja. To se pravi, porazdelitve naboja. Porazdelitve imam predvsem v mislih, kako je naboj prostorsko porazdeljen. V prostoru. Dajte si predstavljati to kot neke modele. Veš, kaj jaz bom potem vedela? Kaj boš ti? Se pravi, če nisem vedela, da Aha, nadzame. Kako je naboj prostorsko porazdeljen? In sicer pejmo kar od najbolj enostavnega pa proti najbolj, recimo temu, kompleksnim. Točkast naboj. Si znate predstavljati, da je to nek naboj, ki je zbran v tako majhni, bi rekel, tako zgoščeno skupaj, da mu lahko rečemo, da je v točki. Zdaj seveda, če greste v vesolje, pogledate Zemljo od daleč stran, potem je Zemlja, se veste, točka, ali pa jo sploh ne vidite. Če pa ste na Zemlji, se pa sprašujemo, ali je Zemlja ravna ali je krogla. Tako da morate se zavedati, da je to ne samo stvar velikosti, ampak tudi perspektive, s katere gledamo. Druga porazdelitev bi lahko bila linijska. Porazdelitev. In linijska porazdelitev si jo lahko predstavljate kot nekaj, kar je porazdeljeno po neki dolžini. Vidite, da namenoma nisem narisal ravne črte, ampak sem narisal nek zvijugan trak. In linijsko porazdelitev bomo označevali z malo črko Q in bomo rekli, da je to naboj porazdeljen po dolžini. Vi si to lahko predstavljate, pa boste kmalu videli, da ta analogija, ki vam jo ponujam, zdaj ni čist iz trte zvita, da je tole točkasto svetilo, kot neka žarnica daleč stran tamle, in da je tole recimo nek led trak, ki ga lahko zvijugamo in nam potem sveti. Torej, o tem, kako nekaj sveti, bomo mi v nadaljevanju še malo razmišljali. Tretjič je lahko to ploskovna porazdelitev naboja, kjer imamo v mislih, da imamo neko ploskev, spet poljubne oblike. Lahko si to predstavljate list papirja, majhen list papirja. In imamo
tukaj le gor ploskovni naboj, ki ga imenujemo sigma, ki je naboj na ploščini. Ploščino bomo označevali kot A. DA je ploščina. DA pa naboj DQ. Torej, dolžino bomo označevali z L, ploščino bomo označevali z A. In še četrti razmislek, si dajte predstavljati zaradi mene meglo nabojev. Megla predstavlja prostorsko porazdelitev. Prostorska porazdelitev to je pa težje narisati prostorske strukture. Jaz bom kar tako naredil, kada je to neka kroglica, majhna. In prostorsko porazdelitev označimo DQ ulomljeno z DV. Presenečeni boste, da volumen pišem z malo za razliko od fizikov. To pa zato, ker bomo mi veliki V potrebovali še za nekaj drugega, za potencial. Dajmo enote dodati zraven. Če so tole koloni, a ne za naboj, potem so to koloni na meter, ker delimo z dolžino, potem so tole koloni na kvadratni meter, ker delimo s ploskvijo, in so tole koloni na kubičen meter, ker delimo z volumnom. Sedaj mi uporabimo tak model, kot nam ustreza. Tale model je recimo primeren za opis nekih žic. Če se bomo pogovarjali o tistem elektrostatičnem zvočniku, ki sem vam ga prej omenil, imamo v bistvu dve vzporedni plošči. Takole eno zraven drugega, eno zraven druge in nihata in ustvarjata zvok. In tam imamo opravka s to ploskovno gostoto. Če smo sred enega roja nabojev, recimo v žici, je to volumska porazdelitev. Tako da, to je v bistvu tisto, kar sem hotel povedati o prvi količini, ki tukaj noter nastopa. To je naboj. Zdaj bomo nekaj besed povedali še o nečem, kar je mogoče očem prikrito. In sicer, pojdimo majčkeno dlje še v tole enačbo, da poimenujemo tele količine. Glejte, tole je električno polje in s tem se bomo tekom današnjih in pa naslednjih predavanj ukvarjali. Kajti sila je posledica produkta električnega polja naboja. Tole je magnetno polje. Zdaj, če tudi odmislimo to področje elektrotehnike, potem veste, da v naravi lahko srečamo obe ti dve polji. Prvo bomo merili z enoto volti na meter, bomo do tega prišli. Drugo bomo pa merili z enoto Tesle. Vi veste, da če nič drugega se že kompas orientira na podlagi zemeljskega magnetnega polja, pa vi veste, da kadar imamo nevihto, imamo kar precej efekta zaradi električnega polja. Tako da srečamo te zadeve, bi rekel, že v sami naravi. Tole, kar je pa tukaj,
Boste pa spet rekli, zakaj sem tako oznako uporabil, pa bom se na to hitro skliceval. Tole je pa hitrost. Hitrost, pa bom takole napisal naboja. Hitrost naboja. Zakaj dvojni V? Zato, ker imam enojni V zaseden za volumen, ker imam veliki V zaseden v elektrotehniki za potencial. Toliko veliko enih količin imamo, da nam zmanjkuje črk. Uporabljamo navadne črke, grške črke, pa še se nam kaj prikrije. Važno je, da vemo, kaj mislimo. Ok, in tukaj se vstopam v nadaljnje razmišljanje. Rekel sem, da je tole naboj in tukaj govorim o naboju, ki potuje z določeno hitrostjo. In ob tem razmisleku mi vstopamo v tole drugo poglavje, ki sem ga že prej napovedal, ko sem vam tele veljake predstavljal, v gibajoč naboj. Ta gibajoč naboj pa nam predstavlja električni tok. Torej, tako kot smo prejle spoznali električni naboj, bomo zdaj spoznali še ta drug del električni tok. To se pravi, če si boste tamle v prejšnji enačbi označili, lahko rečemo, da smo zaključili, da gre za gibajoč naboj, ki smo ga zapisali kot dq krat v. Zdaj seveda, korektno je, da vam povem, da je tole vektor hitrosti gibanja. In vi veste, da se ta hitrost gibanja pač v osnovnih enotah izraža v metrih na sekundo ali pa kilometrih na uro. Ok, zdaj mi moramo vseeno priti do neke definicije električnega toka. To se pravi, dajmo vseeno pogledati, kaj je električni tok. Tako kot smo prej definirali, kaj je naboj, sem vam povedal, da je to, bi rekel, neka danost osnovnih nosilcev. Tukaj dajmo tudi pogledati, kaj pa je tok, ta pa je v bistvu že izpeljan, povezan z nabojem. In dajmo mogoče takole to našo definicijo stkati. Dajte si predstavljati tole kot neko žico, kot nek šlavh, po kateri nam teče naboj. Zdaj jaz bi tukaj postavil neko mejo, tako kot da bi z nekim steklom prerezal tole. In tukaj, kot rečeno, si predstavljate, da nam teče po žici tale naboj s hitrostjo dvojni V. O hitrosti bomo še kasneje govorili. Definicija toka pravi, da je jakost toka množina elektrine, ki se preteče v času. To se pravi, lahko rečemo, da je to ta količnik med nabojem, ki se preteče v nekem času, in jaz bi tukaj samo za vaše razumevanje zraven napisal skozi ploskev A. To se pravi, ta ploskev A naj bo ta presek te žice, ki sem ga v tem prerezu tukaj najdel. Se pravi, mi se zdaj pogovarjamo, kolikšen je tok skozi žico, na ta način, da rečemo, koliko se nam tukaj skozi ta presek žice preteče naboja. To se pravi, bom tudi tukaj rekel, da je to naboj, ki gre skozi A v času T. To se pravi, tole je definicija, se pravi, naboj, ki se je pretočil tukaj skozi nek presek žice v določenem času, če to podelim, dobimo
jakost toka. Ne. Sicer zelo radi rečemo, da je tok urejeno gibanje naboja. To drži. Ne samo pri električnem toku, ne. Mi poznamo veliko tokov, masni tok, volumski tok, finančni tok. Ne. Ampak, se veste, tudi če bi o finančnem toku želeli govoriti, ne, je tole preveč ohlapna definicija, urejeno gibanje denarja. Ne. Nas zanima, koliko je tega denarja, ne. Torej, jakost. In to jakost, če rečemo, ne, pač tok in tok evrov na mesec, potem razumemo to. Ne. In enako tudi tukaj želimo povedati, koliko je to naboja. In zato imamo v bistvu tole tisto, kar je definicija. Ne. Ok, zdaj iz te definicije mogoče kar povem, ne, da bomo naredili še en korak naprej. Ne. To je pa gostota električnega toka, ki nam pa bo govorila o tem, označimo jo z črko J, zelo podobno kot prej, ko smo se pogovarjali o gostoti naboja, ne, konec koncev, ploskovna gostota naboja, ne, linijska gostota ali pa porazdelitev naboja, jo merimo v amperih na kvadratni meter. Jaz se opravičujem, tukaj vem, da sem že prej izpostavil, ampak vsem bom poudaril, ne, da tok kot tak merimo v amperih. Zdaj, gostota toka nam pa pove, koliko nam toka teče skozi neko ploskev. Zdaj, to ploskev lahko rečemo, ok, takole, DI po DA. Se pravi, če si predstavljate ta naš presek, ko sem ga prej risal, niti ni nujno, da je povsod po žici enak toka teče, en del te žice izberemo in za ta del žice, ki ima ploskev DA, rečemo, da tukaj skozi ta del ploske nam teče tok I, DI, en majhen segment celotnega toka, čez celo plosko pa I. Ne. In količnik med tokom in ploskvijo je gostota, ki jo merimo v amperih na kvadratni meter. Glede, jaz bi tukaj že takoj se navezal na nekaj takih konkretnih primerov. Se pravi, mi imamo omejitev, da se nam neka žica preveč ne greje, tok pa presek vodnika. Pa bi temu toku rekli maksimalen tok. In če je maksimalen tok, ne vem, bomo šli 10 amperov, nam v ta namen zadošča presek vodnika 1,5 milimetra na kvadrat. To je tisto, kar se uporablja za recimo razsvetljavo LED luči, navadne luči. Za energetske porabnike 16 amperov uporabljamo 2,5 kvadratnega milimetra. Za večje porabnike 20 amperov uporabimo 4 kvadratne milimetre. To, da imate en občutek, o kakšnih presekih žic govorimo. Ne. In to je vezano, na to gostoto. Sicer pa eno tako vodilo, ki nam predstavlja zelo safe side, je 4 ampere na kvadratni milimeter. Ok, zdaj bi pa mogoče, ko smo v tole vstopili, naslovil, preden zbrišem na tabli,
Kaj pravzaprav nam predstavlja tale D, a ne, pred vsemi temi našimi DQ, pa tamle potem DI, DA in tako naprej. Ne? Vi ste tega navajeni iz matematike, ne? Dokler smo imeli mi linearno funkcijo, smo znali seveda vse ven izračunati y je k krat x. Ne? Potem ste pa pri matematiki prišli do tega, da imamo tudi nelinearne funkcije in ste pri matematiki rekli, majhen premik po x osi pa nas vodi do majhnega premika po y osi. dx in dy. Ne? Podobno imamo tudi mi v naših zvezah, vendar imamo precej bolj materializirane količine. Ne? Se pravi, če se vrnem semle, ne? Se pravi, mi imamo majhno ploskvico, skozi katero nam teče majhen tok, en del celotnega toka. Skozi tole celotno ploskvico, bi rekel, nam teče celoten tok I. Na tole majhno ploskvico ga odpade en segment. Ne? Mi imamo lahko skozi različne dele te ploskvice namreč različne toke. Lahko je tukaj toka več, tukaj pa manj. Ne? Enako tudi prej. Ne? Če se vrnem semle, potem se morate zavedati, da imamo tudi tukajle, v primeru tele celotne neke ploskve, lahko različno naelektrene posamezne ploskvice. Ne? Zdaj, če si predstavljate z analogijo, ne, ko vzletate z letalom, ne, lahko dol gledate na pokrajino in vidite njive. Ne. Njive nam predstavljajo, ko smo dovolj visoko, ene take majhne ploskvice. In za vsako njivo se da določiti, pač, da ima mogoče različno na gosto posejane kulture. Ne. Nekje so malo prej, nekje malo kasneje, nekje bolj na gosto, nekje bolj na redko sijali. In če bi hotel sešteti celoten pridelek, bi mogli po posameznih teh majhnih ploskvicah seštevati. Ne, koliko je pridelka na eni, drugi in tretji njivi, da bi lahko potem naredili celotno vsoto. Evo, s tem smo vstopili v diferencialni račun, tako kot ste ga pri matematiki postavili. Zdaj mi ga bomo uporabljali pri vseh naših količinah, lahko pri naboju, pri toku in tako naprej. Sej boste videli, gre samo za razumevanje, da ni vse enakomerno naelektreno, ne, ker tako tudi v življenju pač je, da tok ni enakomeren in tako naprej, pa sem želel samo nasloviti, da boste te stvari razumeli.